Pozdravljeni vrtičkarji, danes govorimo o sajenju česna in napakah, o 7 največjih napakah, ki jih delajo vrtički na svojem vrtu pri sajenju česna. In pravzaprav prva napaka je to, da česen stročkajo prehitro. Kaj pomeni stročkanje? Stročkanje pomeni, da razdelimo stroke in če delimo stroke prehitro v recimo 14 dni ali pa 3 tedne prej, enostavno se zgodi, da prej zbudimo česen, začel bo hitreje rasti, tega pa pravzaprav pred zimo ne želimo. Ko stročkamo česen, pazimo še to, da ne poškodujemo samih strokov, delamo nežno, kajti če se tukaj rani, če je pravzaprav preveč popraskan, razbrazdan, enostavno ima potem lahko več težav v zemlji. Tako da, kar se tiče stročkanja, naj povem, da ne prehitevamo, ne delamo prehitro, kajti pravzaprav to je tisto, kar moramo opustiti. Delamo čim kasneje, najboljše je, da stročkanje opravimo takrat, ko začnemo samim sajenjem česna. Kar se tiče sajenja v jesenskem času, optimalen rok pri nas na Dolenjskem, kjer imamo celinsko klimo, je 1. in 2. teden novembra. Sedaj sem še v kratkih rokavih, je sredina oktobra in ta čas pravzaprav ni primeren. Vsi, ki ste v višje ležečih predelih, pa pravzaprav lahko sadite nekoliko prej na obali in pa toplejših predelih Slovenije, pa se to sajenje zavleče še za kakšne 3 tedne, včasih tudi več. Vsekakor pa gledamo dolgoročno vremensko napoved na Agenciji Republike Slovenije za okolje in prostor. Tam enostavno zvemo, kakšne bodo temperature, kakšne bodo razmere in za čas sajenja česna odmerimo na ta način, da česen pred zimo samo pokuka iz zemlje ali pa še to ne, kajti pri nas smo ugotovili, da s poznim sajenjem česna imamo potem spomladi tudi manj težav s česnovo muho, ki leta že konec februarja, začetek marca, takoj ko so temperature tam nad 5 stopinj Celzija. No, zdaj pa pripravi tal. Naj povem, da tretja napaka, ki jo vrtičkarji delajo na domačem vrtu, je ta, da tla prepavljajo prepozno. In to največkrat v mesecu, konec meseca oktobra, v novembru. Pravzaprav to ni dobro. Tla za sajenje česna je treba pripraviti tam do sredine oktobra. Jaz uporabljam za pripravo tal kar ruske vile, ki tla globoko rahljajo. Trenutno je zemlja nekoliko suha. Delam pred jesenskim dežjem, kajti drugače je treba čakati tudi 10 do 14 dni. V tem času pa mikroorganizmov v tleh ne vznemirjam. To je pravzaprav dobro, kajti mikroorganizmi so tovarna hrane v tleh, ki predelajo organsko maso v rastlinam dosegljivo hrano. Pri delu z ruskimi vilami pa je dobro tudi to, da s tal pobiram cele korenine koreninskega plevela, tudi slak se zelo lepo vleče ven in potem v približno 3-4 letih sem se jaz na vrtu povsem znebil slaka, osata, regrata in ostalih koreninskih plevelov. Tako da vsi tisti, ki ste v toplejših področjih Slovenije, lahko z ruskimi vilami delate praktično še v novembru. Za ostale pa je tako tam sredina oktobra najbolj optimalen rok, lahko pa tudi kasneje, če je napovedano nekoliko toplejše vreme. Kar se tiče kolobarja, naj povem, da česen največkrat sadimo za paradižnikom, papriko, kumarami, jajčevci. V tem primeru pravzaprav sadimo vrtnino, ki ni lačna, za vrtnino, ki je z vrta pospravila višek hranil, tako da to je tista najbolj pogosta kombinacija. Sadimo pa ga seveda tudi v posode, korita, največkrat za mlad česen, ki ga uživamo na spomladanskih piknikih. To delajo predvsem urbani vrtičkarji, tam ni treba paziti na kolobar. Še nekaj bi povedal, da ko pripravimo tla za sajenje česna, jaz obvezno približno 14 dni do 3 tedne prej grem čez gredo z veliko ročno frezo. Na ta način spodrežem plevele, ki naj bi kalili. Temu se reče tako imenovana slepa setev in to je pravzaprav zelo dobro,
kajti veliko ročno frezo lahko uporabljamo tudi za spodrezovanje plevela na vrtnih poteh. Tole enostavno vozimo, zelo uporabno je tudi za plevel v krompirju, koruzi. Gospe, ki jo uporabljajo, imajo zelo rade, tako da jo priporočam tudi vam. Kar se tiče sajenja semenskega materiala oziroma česna, ko zbiramo česen, pogledamo tudi na to, da stroki niso mehki na otip. Česen mora biti zdrav, imeti mora značilen vonj po česnu. Takoj, ko zavohamo česen, ki smrdi, po gnilobi je to znak, da je z njim nekaj narobe in tak česen zavržemo. Se pravi, če imate česen doma, ki ima mehke stroke, ki smrdi, če je po možnosti še plesniv in če je plesniv samo en česen, zavržemo cel strok. Ne delamo, ne sadimo tazga materijala, kajti imeli bomo težave, predvsem z gnitjem potem v tleh in pridelek ne bo dober. Ko izberamo material oziroma česen za sajenje, zmeraj izberamo čim debelejše sorte, ki imajo debele stroke. Našel sem pravzaprav v trgovini zelo dober česen, ki ima zelo malo notranjih tankih strokov, velike debele stroke. Tak česen ima potem dovolj energije za razvoj korenin, listov in bo dal tudi najboljši pridelek. Seveda pa zbiramo tudi sorte, ki lahko grejo v cvet ali pa ne grejo. O tem poprašamo trgovce, tako da ko izberemo česen, izberemo pametno, kajti samo tako bomo imeli pravzaprav zagotovljeno dober pridelek. No, te drobne stroke, tukaj jih praktično pri mojem česnu ni, bi lahko sadili za mlad česen, pri domačem česnu je tega veliko. Jaz tak česen uporabljam za sajenje v rastlinjaku. Imam zelo zgoden pridelek mladega česna, ki ga uporabim kot mlado čebulo, lahko ga sadimo tudi v posode, nekam na vrt, nikakor pa takih strokov ne zavržemo, kajti pravzaprav semena tega materijala je pravzaprav škoda in dobro je, da porabimo čisto vse, kajti česen je zdrav. Jaz pravim, en strok česna na dan odpravi zdravnika stran. Rečemo mu tudi slovenski penicilin in jaz ga uživam kar tako, da ga namočim v vodo, potem z lahkoto olupim, prerežem na pol, popijem s kakšnim kozarcem mleka in pravzaprav poskrbim za krepitev splošnega zdravja. Kar se tiče gnojenja, naj povem, da na taki gredi kakšno dodatno gnojenje, ki smo ga opravili, ki ga ni treba opraviti, kajti če imamo predhodni na gredi, recimo paradižnik, papriko, jajčevce, kumare, ostale plodovke, je bilo hranil dovolj, ne gnojimo. Česen je pravzaprav na številnih vrtovih v Sloveniji izginil, ravno zaradi pretiranega gnojenja, tako da z gnojenjem vsekakor ne pretiravamo. Sam pa sem opazil, da ga s kompostom, s kakšnim litrom komposta na kvadratni meter lahko pognojimo v spomladanskem času in to takrat, ko pokuka iz tal, ko ga okopljamo, ko začne z vegetacijo, kajti v tistem obdobju je porabil vso energijo iz stroka, tukaj se razvijajo korenine, tukaj listi in pravzaprav nekaj hranil v močni vegetaciji pa tudi potrebuje. In če mu damo v začetku rasti nekoliko komposta, ne bomo naredili čisto nič. No pa še nekaj, v času debelenja strokov povem še to, da ga v primeru suhega maja in junija lahko tudi zalijemo, ker te takrat debeli stroke in je tudi dobro, da mu pomagamo, kajti pravzaprav tako bomo imeli najboljši pridelek. Tako, to je pravzaprav vse za danes. Spremljate nas lahko tudi na spletni strani Zeleni svet, kjer je objavljen tudi članek s 7 napakami pri sajenju česna. Spremljajte nas tudi na Facebooku, YouTubeu, Instagramu. Pozdravljeni!